Vse, kar ste zdaj omenili, se mogoče lahko navezuje tudi na tole naslednjo knjigo, mislim, da je ena izmed zadnjih ali celo zadnja, ki ste jo napisali, Dramilo slovenskemu narodu. Če kdo slučajno ni prebral, absolutno priporočam. Dramilo slovenskemu narodu, v katerem pa precej podrobno opisujete vaše razmišljanje o dogajanju zadnjih 2 let in mogoče še več dogajanj v ozadju. Meni osebno je bilo zelo všeč, da je celotno vaše razmišljanje povsem podprto z dodanimi napisanimi dejstvi, viri in drugimi podatki, ki precej dobro orisujejo celotno sliko dogajanja. Pa menite, da se do sedaj recimo dovolj Slovencev prebudilo, oziroma ali bo morebitna prebuditev neprebujenih ali dremajočih še trajala nekaj časa? Ja, nasplošno sem optimist za našo civilizacijo, verjamem v prerod civilizacije, ampak na podlagi strašljive streznitve. Ko bomo zopet vzeli pamet v svoje roke, ne pa da jo imajo drugi, ne bo šlo lahko, ker smo v hipnotičnem stanju, ker so dolgo časa na predhodnih gripah, ptičjih in podobnih vadili in analizirali. Za sedanji pristop, ki je res, bi rekel, zelo domišljena psihološka vojna proti človeštvu, ne. Tako da, glejte, ni enostavno, ne, in se prebujajo, ugotavljajo, ampak zmedeni, ne, tudi težko je reči, joj, ne, če ni temeljne odprtosti, ne, če si ti ogrožen, da moraš biti pameten, ne, potem bom jaz zelo branil svoje neumnosti preteklosti, ne. Neumnosti preteklosti pa so zame, če jih priznam, največja priložnost, da prerastem nekaj, ne. In jaz naredil v življenju ogromno neumnosti, ne. Glede zgodbe tega Dramila, zdaj bo išla v zelo kratkem ta boljša knjiga, ki ima naslov Ta krasni nori svet. Kako je bilo pa s tem Dramilom? Anton Komat je rekel, da bi z njim sodeloval pri knjigi, ki jo je potem naslovil In resnica vas bo osvobodila. In potem, veste, zato me je tako zmatralo, ne, ker to sem moral zelo študirati, se tika malahka. Se rekel, veliko navedkov je. Tisti, ki manipulirajo, nič ne skrivajo. Nič, vse objavijo. Uradno objavijo. To ni nič, da bi jaz nekaj si domneval. Ne, zato je veliko opomb, ker vse objavijo. No, zdaj so tisto zapis, scenarije Rockefellerjeve fundacije je zdaj umaknila. Ampak to je bila pa objavljena in je evidentirana. Drugače pa oni vse napišejo, vse objavijo. Nič ne skrivajo. Ampak je problem, ker skrivajo naši mediji. Zakaj pa naši mediji skrivajo? Zato, ker je v scenariju tiste fundacije pač, da je treba pridobiti na svojo stran medije in žal tudi religiozne institucije. In tako Dalaj Lama kot papež, muslimani se ne dajo, zanimivo, pa tudi pravoslavci se kar dobro držijo, sta dejansko, ampak me ne čudi, glede na to, ko sem zvedel, kdo je bil svetovalec glede COVID-19 pri papežu Frančišku. Tega eminentnega gospoda ime pač ne bom objavil, naj mi bo to dovoljeno, pa si lahko pogledate na internetni stravi. Zdaj več ni, ampak kdo je bil še recimo decembra njegov svetovalec glede COVID vprašanja. Kaj narediti, da se iz dremeža ali pa iz spanca pravzaprav prebudimo? Ne iti v debato za in proti, ne, ker veste, mi smo te debat navajeni za in proti in pol, to je isto, ne, če starš svojemu najstniku nekaj trdi, bo on kontra trdil, ne. In to je dejansko najboljše, kot je imel metodo Sokrat, zastavljati vprašanja. Zastavljati vprašanja, kateri si mora tisti sam odgovoriti, ne. In teh vprašanj je ogromno, ki dajo misliti, ne. Ne nekaj trditi, ker boste vzbudili, ne bo ampak samo vprašanja. In torej se mora zgoditi samo zbuditev? Ja, moraš z vprašanji dati misliti. Ne pa s trditvami, ker s trditvami, če jaz nekaj trdim, zbudim dvoboj. Ja, dvoboj.
Vprašanja so pa odrešujoča. Sokrat je moral zato spiti tisti strup, ne, ker je kvaril mladino, ker je zastavljal vprašanja, na kateri se je sama logično odgovarjala. Se, če bi on trdil v neki mladini, pa jim rekel tak, pa tak, bi tak ga zavrnili, ne? Ampak vprašanja so pomembne. Zdaj, če še ostanemo pri knjigi, v knjigi opisujete pojem... Če lahko pa to zgodbo do konca. Ja, kar je čisto kratko. Ja. No, pol je pa Gorazd Kocijančič tudi vzel v svoj tale zbornik. Jaz sem pa, zakaj pa tale knjiga nastala? Je pa nastala zato, ker pač tista knjiga, ki je bila in resnica vas bo spodbudila, jaz vem, pač založbe morajo živeti, se mi je pa skozi bilo, da bi to mogli biti pa dostopno vsem. Ne? In glej ga, no, država je nam duhovnikom nakazala potem nek denar, par mesecev po 700 evrov, moj drugače je dohodek na mesec 600 evrov. Ne? Pa kar naenkrat plus 700, ker jaz sem kljub temu maševal in sem lahko preživljal. Če bi mogli komu nakazovati, bi morali nakazati župnijam, ker dejansko župnije pa niso imele dohodka, ne, ampak zakaj so duhovnikom? In sem se vprašal, ne bom rekel, da je tako, a je to mogoče za lojalnost? Ne? In pa sem hudiče spremenil Angela. In so ratale te knjige brezplačne, in zdaj jih je že več kot 5500 in zdaj ena skupina, ki že to sama dotiskuje in se širi. Zdaj bo pa ta krasni enormni svet. Ta bo pa šel pri založbi, ampak jaz tako ne vzamem honorarja. Honorarju se je odpovedal tudi urednik, tudi lektorca in upam, da bo založba dala dostojno. Krasno in hvala vam za tole knjigo. To je pa vmes ratal, ampak me je pa tako zmatral, ker je še tista bila predvsem vsežna, ker sem mogel toliko stvari preštudirati, ne? Ker ne moreš to pisati kar tako kot filozofsko delo. Pol je flanc, ne, glede te tematike, se drugače filozofska dela sama po sebi so zelo dobra, pa ko se pa lotevaš nekaj konkretnega vprašanja, mora biti pa to seveda podprto z izjavami tistih, ki v zadnji vodijo igro, ne z drugimi. Ne, ja, tisti pa je rekel, da so pa oni žleht pa žleht. Ne, ti moraš tistim pokazati, ker so tak. Klaus Schwab vse piše. Tudi glede transhumanizacije, on vse napiše, razumete? Bill Gates je pa tak po moje presoje nečist, mi bi rekli po domače diht, on pa tak tudi ima potrebo, da pove, ne?